Torej, da bi skušal osvetiti eno čisto drugo zadevo, kot danes tukaj bo večina verjetno kolegov razpravljala. Torej, to pogledno to, kako pa seveda potem upravljamo s tem znanjem, ki ga imamo v mestu regiji, kaj z njim storimo oziroma ali ga znamo ohraniti. Če bi najprej dal en podatek, recimo, kakšen sploh imamo nabor, kaj se so s kolegom Brenčičem zagovarjalo, odlične kadre, ki izvajamo na nivoju srednje šole, ampak kaj se potem zgodi s temi kadri na nivoju mesta in regije. In zdaj, če pogledamo samo na blok študentov, mi smo delali eno analizo drugih največjih mest v Evropi, recimo, ki so primerljiva za Slovenijo, in seveda tukaj vzeli tudi Maribor, Graz, Aarhus, Bergen, Gent, Solun, Debrecen, Košice. Žal je Maribor tukaj po številu študentov na 1000 prebivalcev na zadnjem mestu, torej 55 študentov na 1000 prebivalcev, Graz ima 155, Gent pa 208. Torej, tukaj vidimo že iz tega nabora, kaj pravzaprav nam sploh preostane, s čem, kakšen nabor imamo, čem sploh razpravljamo. Pa gremo seveda na našo zadevo. V današnjem času si pa lahko mesta, regije in države seveda konkurirajo med sabo tudi kot podjetja na trgu. Pričemer pa sta pomembna vsaj seveda dva dejavnika. Eno je neposredne investicije, druge pa razpolaganje za talent, torej z ljudmi, za znanje. In ko govorimo o intelektualnem kapitalu, zdaj govorimo o kombinaciji človeškega kapitala, to imamo v misli seveda znanje, kreativnost, sposobnost modeliranja, in pa organizacijskega kapitala, torej, ki se odraža v hardwareu, softwareu, bazah podatkov, konceptih, vrednotah, organizacijskih strukturah, principih vodenja in podobno. Seveda pa je zelo pomembno upravljanje z intelektualnim kapitalom. Znanje in socialni kapital sta povezana dejavnika in jo je treba za notranjimi procesi v mestu in regiji obvladovati. To je pravzaprav čisto osnovno danes te teme. Kajti intelektualni kapital ima izjemno pomemben vpliv na produktivnost in konkurenčnost mesta, smo prej dejali. Mesto mora znati pritegovati kreativne posameznike, da bodo v mestu živeli in delali, tako v gospodarstvu kot v javni upravi. Sicer je intelektualni kapital nekega mesta ali regije zelo težko meriti. Tega pravzaprav večina tudi ne počne. Ampak čas mi dopušča, da bom upozoril samo nekaj. Tisti, ki so uspeli pritegniti obiskovalce, rezidente in podjetja, pa so to ustvarili tudi za ustvarjanje blagovne znamke oziroma za city brandingov. To vključuje seveda neke imenitnosti, ki jih mesto ponuja in ustvarja spomina vredne pozitivne predstave. Za ustvarjanje dobre blagovne znamke pa sta znanje in kreativnost odlična podlaga. Da ne rečem najboljša podlaga. V vsakem primeru pa se moramo vprašati, kaj bo pritegnilo pozornost na mesto in še pomembneje, kaj bo na daljši rok tudi ohranilo to pozornost. Nekatera mesta lahko zelo hitro opredelimo z eno besedo ali slogan. Če rečem Pariz je romanca, Milano je stil, Barcelona je kultura, Rio je zabava, Lagos je korupcija, Maribor je korupcija. Močna blagovna znamka seveda lahko neposredno spodbuja tako gospodarsko rast kot ekonomijo znanja in ustvarja skupno vizijo in potencial za prihodnost. Tudi motivira ljudi s tem, da jim daje upanje in prepričanje za prihodnost, spremeni dojemanje kraja, ki slovi po slabi podobi, ali pa se celo znebi nekaterih negativnih stereotipov povezanih z krajem, kot je to uspelo recimo Chicago, ki je imel velik problem s tem stereotipom mafijskega kraja, ali Amsterdam. Amsterdam je z sloganom I am Amsterdam, torej personificiral, v bistvu opozoril na vlogo ljudi v tem mestu, za vlogo kreativnosti, multikulturnosti in tako naprej. In pravzaprav izvaja eno svetovno promocijsko kampanjo, ki to prednost mesta, na to prednost mesta pravzaprav opozarja. V inovacijskem kapitalu, v povezavi z človeškim, imamo odličen primer v mestu Vancouver. V Kanadi, tam zelo dobro razumejo povezavo torej med inovacijskim in človeškim kapitalom. Moto mesta je Empowered by Innovation. In prav v času krize, ko imamo pravzaprav na trgu najboljše kadre na razpolaganje, največ takov, so se v mestni upravi Vancouvera odločili, da bodo zaposlili nadarjene posameznike, raziskovalce in jih pustili, da sami najdejo temo svoje raziskave delo, ki pa bo seveda imela pozitivne učinke na mesto. Danes, ko se gospodarska situacija izboljšuje, tem zaposlenim ponujajo boljša delovna mesta v gospodarstvu. Samo 3% se je lansko leto odločilo, da so zamenjali to delovno mesto, kjer so našli nekako svojo potrditev tega, kar želijo narediti. Torej, zelo dosti dajo. Če zdaj čisto na kratko povzamem stanje v Sloveniji je seveda
seveda zelo popularno reči, da je uspešna tista občinska uprava, ki da čim manj za ljudi v upravi. Torej se vprašamo, kakšni so pa učinki in kakšni so rezultati tega, kasneje v razpravi mogoče bi lahko tudi kakšne rezultate predstavili. Kaj bodo torej v bodoče uspešna mesta in regije? Seveda bodo tista, ki bodo uspela in bodo sposobna zagotavljati in upravljati 7 medsebojno povezanih oblik kapitala, ki v mestu ima, to je strateškega premoženja in virov v mestu in v regiji. Če primerjamo najboljša podjetja na svetu z mesti in regijami, opazimo bistveno razliko. Medtem, ko pri podjetjih predstavlja največji delež premoženja, včasih tudi preko 80% neopredmeten kapital. Da se razumemo, to so blagovne znamke, know-how, mreže, vrednost Coca-Cola in Microsofta ni v halah, zemljiščih ali strojih, je pa seveda v občinah in v regijah popolnoma drugačne. Tukaj seveda je pa v spredju predmeten kapital, torej okoljski, tehnični, finančni kapital, infrastruktura in tako naprej. Pri najkonkurenčnejših mestih, o katerih sem govoril prej, pa opazimo, da neopredmeten kapital iz prvih 4 torej že postaja primarno. In na ta način seveda postanejo konkurenčni in na ta način seveda uspejo tudi privabljati ustrezne kadre. Pri nekaterih podjetjih se ukvarjajo z človeškimi viri po metodi ARM. Seveda tudi mesto se mora na tak način in regija zgodi prepletanje in blokovanje z znanjem. Pričakuje se torej enakovredno odnos povezanosti vseh oblik kapitala v mestu oziroma regiji. Posebej pomembni so tisti iz zgornje polovice, s katerimi se povečuje kakovost formalnih in neformalnih odnosov, raven izobraženosti, znižuje se stopnja kriminala, kar je pomembno seveda za kvaliteto življenja, pomembno pa je seveda tudi povečevanje participacije civilne družbe. In za konec, torej, zakaj je poleg vsega tega še tudi pomembna in aktualna ta tema, o kateri danes govorimo, če pogledamo samo strateške smernice kohezijske politike do leta 2014, torej 308 milijard na voljo za takšne projekte, ki zagotavljajo cilje spodbujanja regionalne inovativnosti in rasti ekonomije znanja. In verjemite, po letu 2014 bo imel ta faktor še pomembnejši. Najlepša hvala za ta